Žaki, ti namaže marmelado? Ja, prosim. Pa dobro, no, ni on že dosti trd, da si sam namaže marmelado. Zakaj ga skozi ujčkaš? Nič ga ne ujčkam. Če si jo bo sam namazal, se bo poflakal. Pa naj se pofleka. A to so njegove zadnje hlače, zato ker je nekdo pozabil dati prat perilo. A lahko gibam, kdo je bil? A je bil oči? Ja, bil je oči. Ne vem, zakaj imamo tabelo za dolžitev, če nihče ne bere. Ja, jaz ne znam brati. Precej dober izgovor. Kaj pa je tvoj, Matjaž? Bem ti. Žaki, kako govoriš? Poflekal sem se. Si sem vedela. Jo, zdaj pa še slabš. Joj. A grem lahko jaz nak v vrtec? Ne, Žaki, ne moreš iti nak v vrtec. Zakaj ne? Sam res, zakaj ne? Matjaž. Skrajen čas je, da se osvobodimo od teh spon, v katere nas je vklenila naša družba. Ja, osvobodimo se spon. A ti sploh veš, kaj to pomeni? Ne. Matjaž, kakšnih spon? Ja, človek se rodi nag. Kje piše, da moram biti jaz oblečen v službi? V zakonodaji? Saj to ti pravim. Moramo se osvoboditi teh družbenih prisil in civilizacijskih napredkov. Treba se je vrniti nazaj k naravi. Dej, Matjaž, ne nalagi. Nič ne nalagam. Žaki, če greš ti danes nak v vrtec, grem jaz nak v službo. Roka! Roka! Počak. Ti bi se rad znebil civilizacijskih napredkov. Absolutno. Jaz bi prodal vse naše cune. A ne, Žaki? Ja. Aja, ti bi se tudi rad znebil civilizacijskih napredkov. Ja, meni grejo te civilizacijski napredki resno na živce, skozi se umažejo. Ja, prav, pa dajmo. Res? Ja, meni ni problem biti naga, jaz sem za. To! Edino ena stvar me malo skrbi. Če bomo prodali tudi civilizacijski napredek, ki se mu reče avto, kako bomo pa prišli nagi peš decembra v vrtec pa službo? Ja, ne, sej mogoče ne bi glih avta prodal. Ja, oči pozab, zmer je 2 koraka pred nama. Točno tako. Ne moram verjeti, da bi bil rajši nag, kot da bi dal prat perilo. Ja, le, probal sem. A vi bi šli nagi v šolo? Napišite v komentarje, pa naročite se na naš kanal.